V sredo smo praznovali svetovni dan. After getting dirty, you should wash your hands. Before you eat your meal, you better wash your hands. V sredo smo praznovali svetovni dan umivanja rok. Open water, scrub the motor, wash your hands. Predsednik države Borut Pahor pa je na Twitterju mestu in svetu sporočil, da so ga v predsedniški palači ob začetku novega študijskega leta obiskali študentje pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Pohvalil je sproščen pogovor, ki je ob tej priložnosti stekel med njim in obiskovalci. Kako prisrčno in kako modro. Če bi namreč študente pravne fakultete Univerze v Ljubljani oni dan na mesto v predsedniško palačo zaneslo na balkon državnega zbora, bi to lahko imelo zanje nepopravljive posledice. After getting dirty, you should wash your hands. Before you eat your meal, you better wash your hands. Once you use the bathroom, please do wash your hands. Open water, scrub the motor, wash your hands. Kot rečeno, bil je tega dne namreč svetovni dan umivanja rok. Poslanska klop pa je bila pusta in prazna in duh Janeza Janše je vel nad glavami. Kako tudi ne? Prav svetovni dan umivanja rok so si namreč koalicijske stranke ob podpori sestrskega zavezništva Alenke Bratušek in Bratske združene levice izbrale za odstrel opozicijskega poslanca Janeza Janše. Slavnostni obred odvzema mandata je sicer že omenjen Janez Janša pokvaril s svojo odsotnostjo, zaradi česar je poslanko Violeto Prvo upravičeno zaskrbelo. V imenu volivcev sprašujem, kje je danes poslanec Janez Ivan Janša. Najbrž ni težko uganiti, da je Janez Janša spremljal zasedanje državnega zbora v varnem zavetju poslanske pisarne, kar je seveda nezaslišana nesramnost. Njegova sveta poslanska dolžnost bi namreč bila, da sedi v dvorani in mirno prenaša, da po njem pljuvajo, vanj mečejo gnila jajca in paradižnike in mu morda celo pulijo nohte. Zato zelo preseneča, da ga predsednik državnega zbora Milan Brglez ni dal kratko malo na silo privleči. Slednje sicer res ne bi bilo po poslovniku, a kdo bi se menil za kršitev poslovnika več ali manj. In ko gre za Janeza Janšo, je tako ali tako vse dovoljeno. Janez Janša je namreč hud zločinec, ki je kriv, da se državni zbor že mesece ukvarja z odvzemom njegovega mandata, namesto da bi se posvetil žgočim problemom, ki tarejo državo, kot je pravilno ugotovil poslanec Luka Mesec. Vsak dan, vsaka ura, vsaka minuta in vsaka sekunda, ki jo porabimo za to, da se pogovarjamo o političnem zaporniku, ki to ni, je izgubljena priložnost, da bi se pogovarjali o dejanskih problemih, zaradi katerih smo bili izvoljeni v ta državni zbor. Že omenjena poslanka Violeta Tomić je bila še ostrejša. 2 meseca se v državnem zboru ukvarjamo izključno samo z njim. 20 let se cela Slovenija ukvarja samo z njim. In celo volivci volijo samo za njega ali proti njem, medtem pa država tone. Za božjo voljo, lačni ljudje nas plačujejo, a ne bi šli delati kaj pametnejšega. Res nadležno. Toliko dela, toliko opravkov, toliko nerešenih zadev, Janez Janša pa vztraja, da se morajo vsak dan, vsako uro, vsako sekundo vsi ukvarjati z njim in samo z njim. Na srečo so koalicijske stranke ob podpori sestrskega zavezništva Alenke Bratušek in Bratske združene levice sklenile temu narediti konec in so v sredo, bil je kot rečeno svetovni dan umivanja rok, Janezu Janši odvzele poslanski mandat. Takole kleno je to napovedal poslanec Miha Kordiš. Tovariši in tovarišice,
2 meseca potem, ko smo se za to zavzeli v Združeni levici, bomo danes, upam, končno odločili, da bo enemu poslancu mandat prenehal. Poslanec Miha Kordiš je v nadaljevanju takole razložil, česa je Janez Janša kriv, da si je zaslužil odvzem mandata. Janez Janša je ime enega poslanca. Je obraz farse buržoaznega parlamentarizma, ki ga meščanske stranke prodajajo delovnim ljudem kot demokracijo. Janez Janša ni eksces, čudo, anomalija. Mogoče nam to ni všeč, ampak Janez Janša je resnica naše demokracije. Še dobro, da je bil predsednik države Borut Pahor v sredo zaposlen s prejemanjem študentov pravne fakultete in mu je bila prihranjena zlovešča napoved. Tovariši in tovarišice, politika, ki se skriva za golim imenom Janeza Janše, je tisto bistveno. Je ista, kot se skriva za imeni Boruta Pahorja, Alenke Bratušek, Mira Cerarja in še koga. Prav ste slišali, revolucija žre tudi svoje otroke. Še posebej, ko je treba narediti prostor novim obrazom. Fools, you have no perception. The stakes we are gambling are frighteningly high. We must crush him completely. So like John before him, this Jesus must die. For the sake of the nation, this Jesus must die. Must die, this Jesus must die. So like John before him, this Jesus must die. Must die,